ceniš osredotočeno delo. Tudi, ja. Vse vrste distrakcij ti vedno odzamejo pozornost, moč pozornosti, ki pa jo je treba graditi, ne bo prišla sama od sebe. Sploh zdaj, ko imam majhnega otroka, imam striktno pravilo, da ko je on z mano tukaj, se ne dotaknem telefona. Kaj lahko tukaj zvemo o vplivu na možgane? Tisti impuls, ko možgan reče, moram se izogniti temu dolg času, ni mi prijetno, da pejmo zdaj iskati nekaj, kar mi bo kreiralo udobje. Tako da, zakaj rabimo to zavest? Zakaj rabimo mlade ozaveščati? In enkrat, ko ti dobiš to moč v svoje roke, potem si ti voznik, ti voziš svoje življenje. Hej, to je podcast Uživajmo pametno, kjer se pogovarjamo o tehnologiji in dragocenih in koristnih temah, ki so z njo povezane. Danes se bomo pogovarjali o našem odnosu do tehnologije in vplivu, ki ga ima ta lahko na nas, na naše počutje, na naše možgane in skrbi zase. Z mano je navdihujoča gostja, ki bi jo najenostavneje opisal tako, da bi rekel, da obvlada delo s sabo in z drugimi. Je performance psihologinja, podjetnica, mama, vplivnica, dobitnica olimpijske kolajne v plavanju in vedno navdihujoča sogovornica. Tu je Sara Isakovič. Najlepša hvala, lep pozdrav. Zdaj je bil trenutek za aplavz, tako sem ga napovedal. Prosti, sem ugotovil, da so v bistvu tu sama, razen ekipe. Lahko sama se ploskam. Ja, tako. Ja, se ploskam. Hvala, da si prišla. Z veseljem. Najprej bi te rad vprašal, kako izgleda tvoj stik s tehnologijo. Kako uporabljaš telefon, računalnik, tablico, ne vem kaj vse imaš. Ja. Kako na primer izgleda en tak tvoj tipičen dan uporabe? Tipičen dan uporabe, ja. Ne dotikam se telefona do čim dlje, kakor lahko. Se pravi, če se zjutraj zbudim in imam delovni dan od doma, to pomeni administrativni dan, da kreiram content, da odgovarjam e-maile, sprejemam klice, si vzamem od 8 zjutraj do 12, če se le da, čas za kreativo. In se ne dotikam telefona. Zakaj se ne dotikam telefona? Zato, ker prvič, nič ni pametnega gor v smislu, da bi zdaj res mi dodalo nekaj. Včasih se spomnim, da sem naročila kakšen paket in da mogoče me bo poštar klical in zato gremo mes po telefon. Ampak ja, ga imam na strani, je pa računalnik tista glavna stvar, seveda, kjer ustvarjam, tipkam in tako dalje. Imam pa zelo rada tablico, zato ker na tablico pa pišem zapiske. Sicer to je bolj, ko spremljam kakšne podcaste, ko se učim, zelo rada pa pišem na papir s svinčnikom, s kulijem. Tako da imam ogromno stvari zapisati, veliko stvari odprtih, ker se rada učim in kreiram, tako da na ta način, tako da mi seveda absolutno pomaga računalnik pri delu, ne morem preživeti brez njega. Telefon je pa tako malo. Za dušo, kdaj zvečer, da skrolam, kad dam ta malčka spat, 10 minut, pa še to se mi ne da, grem rajš na tla in se razgibavam. A pa te kdaj odnese, naprimer, v ta brezglavi scroll, drs po zaslonu? Tudi kdaj. Ampak jaz recimo spremljam, bom rekla, te vse svoje učitelje po celem svetu, od katerih se rada učim in več ali manj je to content psihologije. Tako da, če že vidim kakšne dobre videe, katere mislim, da bi tudi moji spremljevalci, moji fani, da bi tudi njim koristilo, z največjim veseljem delim. Seveda tudi uporabljam svoj Instagram, zato da si malo sebi delam reklamo za svoje programe, katere imam, ki so res fantastični in zato pač vabim ljudi, zato da jim na ta način tudi pomagam. Res, nimam rada telefona v smislu, ker sploh zdaj, ko imam majhnega otroka, imam striktno pravilo, da ko je on z mano tukaj, se ne dotaknem telefona. To je tako striktno pravilo, da če jaz vidim svojega moža, ne hecam se, najrajš ga imam na svetu. Ampak če smo takole... Ampak? Ne. Najrajš sem, vsi se imamo toliko radi, toliko sem hvaležna. Če smo skupaj kot družina in da je en od nas na telefonu, en od naju, ta malček, niti enkrat, če nisem dala telefona, sicer je star 4 leta, itak.
v meni noter vzbudi tak občutek, kot zraven sem, ampak nočem biti zraven. In je hudo. In zato jaz tega občutka svojemu otroku ne privoščam. Tako da sem glede tega tukaj res kar stroga. Tudi zato, ker razumem, kaj to dela možganom in meni, in mojemu otroku. In sem na tem področju toliko zaveščena, da absolutno rečem, quality time pomeni, da tukaj kocke gradimo, da se pogovarjamo, da se gledamo, da se poslušamo. Telefon pa, če kdo pokliče, moj bratec iz Dubaja, pa se gledamo prek WhatsApp kola. Ja, pa da pokličem, par tih klicov, to je pa to. Ja, super. A imaš še kakšno tako interno pravilo uporabe tehnologije? Recimo, omenila si že, da zjutraj, naprimer, nimaš telefona, to lahko potrdim. Danes sem ti napisal eno sporočilo na Instagramu, pa ga nisi videla, tako da je res, kar govoriš. Super. Potem si rekla tudi, da se trudite, da ko ste skupaj kot družina, ni telefona. Tako. A imaš še kako tako notranje vodilo? Ja, da včasih, če se najdem v tem, da scrollam in da res takrat nič ni produktivnega. Pa ne se ni tako, ker zdaj vsaka stvar mora biti produktivna. Se včasih tudi luštno gledati, kakšne lepa oblačila, pa mogoče, če si bi kaj rada kupila, pa mi to tudi paše, da malo pregledam, ampak če je to več kot 20 minut, imam toliko dobro percepcijo časa, da si rečem samo še 10 scrollov, pa štejem od 10 do 1, 10, 9, 8, 7, 6, ali počasih od 5 do 1, in ko je 1, vržem telefon stran. Pred 20 letih sem dobila iPhona, ko sem se preselila v Ameriko, in zelo hvaležna, da sem bila lahko na vezi z mojimi domačimi, ampak se zavedam, kako me vleče. Mene vleče pri 20 letih, ko sem dobila telefon. Kaj šele najstnika, ki je navajen na telefon od 10 leta naprej. Ali nekateri še prej. In je tist instinkt, ki te vleče, da kar moraš ga tapniti, ali pogledati, koliko je ura, ali pogledati, če si dobil kakšno sporočilo ali ne. In je to ta dopamin, seveda, ki se izloča v anticipaciji, mogoče me pa čaka, mogoče pa tukaj z eno darilo zame. In pa še ti notifikatione dobiti, in pa vidiš tam številko 10. In rekel, wow, 10 sporočil. Ampak kaj se zgodi? A se spomniš, kaj se zgodi pri tebi, ko klikneš, da odpreš Instagram sporočila? Pa je 10, pa si misliš, 10 sporočil. Kaj pa enkrat, ko jih odpreš, kakšen občutek imaš? 10. 10, ne da se mi 10 odgovarjati. Tako da v bistvu, jaz samo se toliko zavedam tega magneta, vleče me. In takrat, ko sem produktivna, jaz sem tako rada v svojem zonu. Kaj šele, da tam ena distrakcija? Bing, ring. Ne rabaš niti distrakcije. Zdaj se samo čist na potiho se na lučka pržge. In že gre fokus tja. Ja, preveč se imam rada, da bi posvetila toliko pozornosti telefonu. Ja, pa kot slišim, tudi ceniš osredotočeno delo. Ja. In gotovo so vse vrste distrakcij, ti vedno odzamejo pozornost, moč pozornosti, ki pa jo je treba graditi, ne bo prišla sama od sebe. Absolutno. Omenjala si vpliv, ki ga ima lahko tehnologija, recimo na zgodnji razvoj, na otroke. Kaj lahko tukaj zvemo o vplivu na možgane? Ja, zdaj bom rekla, v bistvu, glede na moj nivo znanja na tem področju, res nisem strokovnjakinja, se pa zelo rada učim in preučujem to področje. Še vseeno pa opažamo, da so toliko močni impulzi za majhne otroške možgane, da v bistvu možgani, kot da bi postali tako prenasičeni, taki polni, bom rekla, težki od milijonih nekih impulzov. Težki, preobremenjeni s tokimi impulzi, in najhitreje se vidi pri majhnem otroku, ki predolgo gleda risanke. Vsak starš bo rekel, če slučajno en dan mu pustiš, da malo dlje gleda risanke, je razpad sistema. V možganih se zgodi taka obremenjenost, da potem, ko ugasneš televizijo, je to takojšnji tantrum.
dretje, ne, kaj vrže, se pravi, zelo tako tudi impulzivno, instinktno, tako obnašanje, ki sploh ni tipično za otroka. Od tega, ker so možgani tako obremenjeni. In te risanke niso take, kot so midva, ki sva gledala Tom and Jerry, pa ne vem, kaj si gledal, kakšne še... Cartoon Network. Cartoon Network, ja. Dexter, Samurai Jack, Didi. Ed, Nedi. No, Tako. prosti, to Ed, me Nedi, jaz tudi. odpeljal me je. Ja, to sva midva gledala, take risanke danes ne obstajajo več, zdaj so res to samo... In jaz absolutno ne pustim tistih risank, že jaz težko gledam in poslušam, kaj šele nekdo, ki je star 3 leta. Tako da to razumemo, je pa tudi res seveda, da ko otroku predstaviš to tehnologijo zelo, zelo zgodaj in to je tako močen impuls, seveda boljši od kock, boljši od avtomobilčkov, boljši od risanja, da seveda se tudi on že tako zgodaj, punčka, fantak, navadi Tok je močno izločanje dopamina, da potem nobena druga stvar ga ne osreči toliko, kot ekran. In seveda se napeljejo možgani na ta način, da rečejo, ja, tega hočem več. Ne, tlele je dolg čas. Kaj bom zdaj s tem dolg časom? In takoj, že ko je dolg čas, otroci danes, zdaj, odvisno od starša, tudi kako ga prosmerja, koliko je tudi gibanja, koliko preživiš v naravi, ampak starš hitro opazi, da ko je dolg čas in če otrok mehen se zamot, pa nekaj mu ni všeč, takoj risanka. Takoj daj mi tablico, takoj daj mi telefon, če mu to domači dovoljujejo. Tako da je tisti impuls, ki možgan reče, moram se izogniti temu dolg času, ni mi prijetno, daj pejmo zdaj iskati nekaj, kar mi bo kreiralo obdobje. In seveda povezava med tem, ko je to konstantno aktivirano, se prav oblikujejo možgani na ta način, da iščemo prav to, da gremo v to smer. Ja. In jaz pa ti, pa vsi mi smo isti, ne samo otrok. Ja. Kaj pa, če pogledava na sprotno stran, recimo, kaj pa otroci ali pa mladostniki, da greva še malo dlje, ki so pa aktivni, ne vem, trenirajo recimo šport, kako pa lahko na njih vpliva tehnologija? Ti imaš kar nekaj stika z mladimi športniki, športnicami, a se ti zdi, da danes na njih vpliva drugače, naprimer, kot je nate, ker sej tudi ti, ki si trenirala, se ne morava reči, da pa ni obstajala televizije ali pa da ni bilo nekih novih tehnologij, ne? Ampak opažaš tu kakšne razlike? Ampak, veš, ko sem bila jaz stara 12-13, smo imeli tisto reglo, to je bil en tak ceglas telefon in poklicala sem mami, da me pride iskat po treningu. Danes so mladi športniki hvala Bogu, jaz rečem, saj plavajo, plavalci plavajo, kar pomeni, da ne more telefona vzeti v vodo. In telefon ostane v ruzaku. Ampak do ta zadnje minute, dokler trener ne reče, skačemo v vodo, so oni na telefonu. In kaj to pomeni? To je distrakcija od sedanjega trenutka. Jaz ne slišam sebe, jaz ne slišam svojih misli, jaz ne poslušam svoje telo. In totalno sem oddaljena od tega, kaj jaz čutim tukaj noter. In kot športnik ti rabiš biti tako povezan sam s sabo. Mislim, jaz bi rekel, da tudi kot človek. Oprosti, bom rekla, kot človek nasploh, absolutno se strinjam. Je pa res, da sploh, če ti hočeš imeti nek optimalen performance, da umiriš glavo, da je fokus na mestu, da vzdržuješ pozornost, da znaš uravnavati svoja čustva, da sploh malo začutiš kakšno anksioznost, strah, ker te čaka naporen trening, da se soočaš s tem čustvom, da ga nekako sprejmeš, uporabiš v svojo dobrobit, da začutiš, kaj me boli, kaj me ne boli, a je to ugreto, še ni ugreto, da zaznam, a je telo pripravljeno ali ne. Tega danes toliko manjka, zato ker si noter v svetu, ki te oddaljuje od sedanjega trenutka in oddaljuje od tebe. In če nimaš stika sam s sabo, absolutno. Ali ti, ali jaz, ali športnik, ki se pripravlja na tekmo, ali pa trening, ali pa glasbenik na nastop, nikakor ne pride do tistega, življenja, kakor tukaj sem, noter sem v tem, oživim se v to.
Ja. Jaz sem prepričan, pa zdaj ne želim, torej ti velikokrat govoriš o optimalnem performansu, o optimalnem nastopu, ne? Ampak jaz pa res mislim, da bi lahko potegnili enačaj do optimalnega življenja ali pa celo do življenja. Ne? Recimo v enem intervjuju... Izpopolnjenega, kvalitetnega življenja. V enem intervjuju si rekla, da kdaj tudi preden greš po otroka, ne vem, si vzameš čas zase, zadihaš, meditiraš, zato da si tam tudi zana, ne? Se pravi, da si ti pomerjena v stiku s sabo, tudi zato, da boš tam za otroka. Ne? Absolutno. A lahko te principe sami pri sebi kdaj enostavno upeljemo v vsak dan, naprimer tudi pri uporabi tehnologije. Kaj bi svetovala športniku, ne vem, ki se zaloti tik pred treningom, sam še tlele zdaj scrollam, namesto da bi se pripravil naprimer na trening, ali pa v končni fazi staršu, ali pa študentu pred izpitom, preden bo šel pisati, pa še neki tapka, mogoče tudi zato, ker ga je strah, mu je nelagodno, pa bi se rad malo zamotil, ne? Pa se zato delamo to. Za nekateri takrat. Se pravi, zakaj gremo v ta telefon? Zato, ker nam je trenutno tukaj sam sabo, kjer sedim, recimo sama sabo, kjer sedim, je neudobno. In tudi nočem čutiti te anksioznosti, žalosti, besa, straha, užaljenosti, zamere. Veliko lažje se je zamotati pa reči, zdaj, to čustvo mi ni prijetno, grem zdaj v nekaj, kar mislim, da mi bo pomagalo, ampak dolgoročno mi absolutno ne, zato ker sploh več ne vem, kaj čutim, kaj s tem s čustvi sploh delati in vsak od nas, sploh ko se pogovarjamo o čustveni inteligenci, rabi prepoznati svoje čustveno stanje samo zato, da se razume bolje, da reče, zakaj se sploh tako počutim? In ne samo zakaj, če se že tako počutim, kako si lahko pomagam. A ni res, da pač mi dva delava vsak dan za dobrobit sebe, za dobrobit drugih in če jaz nikakor ne znam zase poskrbeti, da sem dobro, kako bom, ker se izogibam se, to mi ni všeč, se pravi, grem v dopamin, tako ga hitro zmanjka, možgani so totalno scvrti in potem rabimo še več iskanja dopamina, zato da najdemo tisti impuls, ker zdaj pa to tisto, kar me osrečuje, pa vidiš, da skozi več rabiš in to je, greš samo takole dol. In gre se za to, da jaz sama sabo znam sedeti, se slišati, poslušati, mogoče imam pa tukaj noter kakšne svoje, notranje želje, srce, da mi zabije, ko o nečem razmišljam. Če jaz nisem tukaj sama sabo, če sem skozi v zunanjem svetu, ki tudi diktira, kako naj se jaz počutim sama o sebi, kako naj razmišljam o sebi, a sem dosti vredna ali nisem, a dobro izgledam ali ne, kaj je tisto, kar je cool, kar je seksi, sem pa sploh še bolj tukaj noter in sploh več ne vem, kdo sem, da bi sebe spoznavala. In največji čar je, da se človek počuti dobro v svoji koži. In tega je skozi manj. In jaz, ko delam z najstniki, bom rekla, z najstniki, ki povprečju so 6 do 8 ur na dan na telefonu, ti povem zelo iskreno, oni so toliko oddaljeni sami oddaljeni so od sebe, tako so oddaljeni, da navzven izgledajo kot eni zombiji, otopeli, totalno otopeli. Mimika obraza se ne spremeni 2 uri, ko recimo predavam 2 uri, njihova mimika se ne spremeni. To je taka disociacija od sedanjega trenutka in od sebe, da v bistvu so in ne vejo, kdo so in ne vejo, kaj čutijo in ne vejo, kaj bi sami sabo. Pa nočem zdaj tako zelo depresivno smer, ampak res je hudo. In zunanjost diktira njihovo notranjost, se pravi, oblikuje njihovo notranjost, namesto da bi moja notranjost mene oblikovala v to, kar sem, ker se poslušam, se razumem, se imam rada, se cenim. Zunanjost zdaj to diktira in oblikuje njihovo identiteto. In če jaz skozi
tišim v ta zunanji svet, seveda, zdaj se jaz njemu prilagajam, tudi jaz tako razmišljam, tudi jaz tako zgledam. Konstantno iščem te potrditve od odzunaj, se pravi, in lajke in komentarje. Se ne piše dobro. Ja, pa mislim, da si v bistvu odprla temo. Sej ti zdaj govoriš naprimer o najstnikih, ampak roko na srce, tudi veliko oseb, pa tudi jaz se kdaj tako počutim, se pravi, tudi jaz kdaj začutim, čakaj, ja. Zakaj se jaz ukvarjam s tem zunanjim svetom tako veliko, tako intenzivno, čutim vpliv konkretno na družabnih omrežjih, se mislim, da govoriva zdaj predvsem o družabnih omrežjih, ja. Ki lahko zelo močno vplivajo in na moje vedenje, na moje počutje, na vse. Kaj pa potem, mislim, da hodiva v isto smer, kaj je tvoj nasvet ali pa tvoj način, da ta vpliv ne zmaš, mogoče samo, da se ga zavedamo, da začnem spet bolj poslušati sebe. Točno to, zdaj si povedal, vse si povedal. Ja ne, pol nisem postavil vprašanja, čakaj. Povedal si, izrazil si besedo zavedanje in to je vse, kar rabiš. Sicer to zavedanje ne pride samo od sebe, sploh pa ne pride takrat, ko je človek res se počuti užaljenega, se počuti osamljenega. Ti rabiš veliko stopnjo zavedanja, da se zavedaš svojih dejanj, Se pravi, dejanja že od scrollanja ali pa konstantno čekiranja, a sem dobila like, a sem dobila komentar, zakaj ni pisal, že 10 minut ni odpisal. In pa si mi napletemo neko zgodbo v glavi, zakaj, nekaj sem narobe rekla, zdaj me nima več rad. Se pravi, zavedanje, kaj vse se prepleta v mojem notranjem svetu, kaj jaz delam v tistem trenutku. In bolj ko jaz prepoznam, kam me vodi ta zunanja sila, kam me hoče usmeriti, kaj me hoče prepričati. Če imam jaz neko budnost, neko sposobnost prepoznavanja, se cela nevropsihologija na tem deluje, da če imaš ti možnost prepoznati, pridobiš tudi prostor, kakor nek uvid, malo distance, da poj tudi izbereš odziv, ki je zate najbolj primeren. Se pravi, jaz se odločam, kako bom razmišljala, kako se bom počutila, kako se bom obnašala, v kaj bom vlagala svojo pozornost. Če se jaz ne zavedam, kako moja pozornost konstantno bega, sem in tja in skozi po ta telefon. Ja? Če se jaz ne zavedam, kolikrat na dan vzamem telefon v roke, jaz tega ne morem spremeniti. In zato zavedanje, zato jaz sem največji ambasador treninga zavedanja in čuječnosti, ker enkrat, ko človek pridobi to stanje, bom rekla, budnosti, vklopljenosti, zavesti. To je stanje zavesti, pri kateri vidiš čisto jasno sliko, imaš sposobnost uvida, razumeš se, utrujena sem. Ja, počutim se zelo utrujeno in seveda sem vzela telefon, zato ker mi paše, da bluzim. Ja, tudi v redu. Ampak, zdaj mi paše, da bluzim 20 minut, a mi paše, da bluzim 5, ker naslednjih 15 nič ne bo drugač, pa grem za 15 minut na tla, pa se raztegnem, pa naredim par vaj za križ. Fino je, nič ni narobe s tehnologijo. Narobe je to, da ljudje nimajo nobene kontrole sami nad sabo in pač posledično tudi uporabe te tehnologije. Tako da, zakaj rabimo to zavest? Zakaj rabimo mlade ozaveščati? Ne samo ozaveščati, tudi jim omogočati trening, da oni lahko uravnavajo to pozornost, da oni so bolj budni, bolj čuječi, zato ker bojo potem imeli večjo moč izbire. Kako zdaj s tem ravnati? Kaj sama sabo delati? Kako razmišljati? In enkrat, ko ti dobiš to moč v svoje roke, potem si ti voznik, ti voziš svoje življenje. Ja? Ti si v avtu, ti voziš, ne pa da si konstantno potnik. In ta potnik, se veš, ko si potnik, če imaš šoferja,
ki vozi v nedogled in se ne ustavlja in te vozi po različnih koncih in krajih, kamor ti nočeš pristati, je škoda življenja. Ne? Če se pogovarjamo o izpopolnjenem, srečnem, kvalitetnem, zdravem življenju, je fino, da ti sprejemaš odločitve, ki so dobre zate. Ja, deva potem reči tako, recimo, da sem jaz zdaj eden od teh najstnikov, ki si jih prej odpisala, ali pa da sem oseba, ki se je zdaj prepoznal v tem, kar si rekla, recimo, čutim prav izrazito, da, naprimer, ne vem, kaj se dogaja z mano, vleče me kar naprej v neke distrakcije, ne počutim se dobro. Ne? Okay. Kaj lahko naredim? Mislim, kaj je ta začetek? Začetek je, jaz res verjamem, da začetek je, da če je to tehnologija in če je to specifično telefon in ta socialna omrežja, potem si moraš najprej za začetek onemogočiti ta quick access, a veš, ker tako imaš najljubšo aplikacijo, imaš siguren na home screenu in bam, tam je in takoj dopamin, kao, yes, možgani so veseli, ratal mi je, prepričala sem te, da iz tistega neodobja ti zdaj udobno in bravo jest, ja? Ne, možgani moraš ti določiti, kaj je dobro zate, ja? Ok, in rečeš, ne, tele aplikacije bomo ali zbrisali, ali jih bom lahko samo odpirala na računalniku in na računalniku veš, kako je. Moraš pač dati e-mail, password in prej na to odpre in poj. Se pravi, izbrišeš aplikacije, telefon res daš stran v drugo sobo. Ali pa si rečeš, ja, pač odpirala bom ta socialna omrežja na spletu. To je nujno, ker če imaš ti easy access, tako kot imava piškote, no ne vem, ti imaš kakšne piškote doma. Ti točno veš, kje so ti piškoti. Ja? Ok. Žal, ja. Vsi vemo, kje imamo piškote, kje imamo čokolade, a je res? Jaz vem tudi za moje bližnje, kje imajo piškote. Ja, jaz tudi. No, ja, pridem do mami domov, to še moj 3-leten otrok, vi točno, kje ima babi piškote. Ok. Kaj naredimo, ko hočemo manj piškotov pojesti? Jih daš na neko polico, mogoče, ne vem, mi imamo take police doma, kjer jaz rabim vzeti pručko, stol, ja. Zato, da pridem do te police. Ja, daš jih na najvišjo možno polico, pa ne čisto na začetek, od zadaj. Zato, da se moraš še stegniti. Ja, ok. In to je že nek effort, ki včasih v procesu med tem, ko hodiš po ta piškot, si misliš, dej nehej, le kaj si delaš. A ne? Tako da to odmaknjenost. Druga stvar, nujno, če hočemo razviti sposobnost samovladovanja, samokontrole in imeti to neko moč izbire, kako razmišljamo, kako se počutimo, kako delujemo, trening čuječnosti. In je to samo sedenje čisto pri miru, sami sabo, brez da konstantno nekaj iščeš, da te zamoti. Za začetek, če stojiš v vrsti na pošti ali pa v trgovini, sam stoj. Ko ješ, jej. Ko se tuširaš, se samo tuširaj. Ja? Ja. Že to je trening čuječnosti. Se pravi, da med tem, ko nekaj delaš, samo bodi. Potem pa recimo iz tukaj bi jaz napeljala naprej na meditacijo in prav bolj formalen trening čuječnosti in zavedanja, zato da natreniraš možgane, da so boljši v prepoznavanju. Samo to. Prepoznaš. Prepoznala sem. In ko prepoznaš v trenutku, kam gre ta roka, jo imaš zdaj moč odmakniti. Ja, ali pa misel, ne? Ali pa misel, ali pa čustvo, ne. Čustvo je bolj v smislu, prepoznavam svoja čustva, razumem jih in zdaj ta sporočila, ki so prišla, uporabljam v svojo dobrobit. V smislu, ali da komuniciram, da mi nekaj ni bilo všeč, da me je nekaj prizadelo, ali da poiščem pomoč, ker se počutim osamljena, ali če čutim hudo anksioznost, da se posvetim tem signalom, da sedim z njimi, da prediham, da jih razumem. Se pravi, da si vzamem čas za to čustvo, ki ga čutim. Zdaj pa, če konstantno mi to na stran dajemo, dolgoročno to ven izbruhne. Ali izbruhne ven kot neka bolezen fizično, ali izbruhne kot čustvena, duševna bolezen, ali pa včasih, če se skozi zamikamo, veš, recimo, če konstantno bežimo stran od neudobja, veš, kdaj se to najbolj pojavi? Po noč. Ja,
sploh ob 3 zjutraj, je ta neka ura, ko se ljudje zbujajo in jih preplavijo misli. Ponavadi so to bolj skrbi, dvomi, se pravi, tisto, kar niso imeli čas procesirati po dnevi, se pojavi po noči. Ali pa preden greš spat, ali pa sredi noči. In ljudje se obračajo in ne morejo kvalitetno spati, ker sebe niso čez dan poslušali, niti se lotili svojih misli. In če si ti dovoliš malo tega procesiranja, samo malo, da sediš, sam sedi, sam sabo, tukaj in zdaj. Misli pridejo na površje, slišiš jih. In enkrat, ko so slišane, ti dajo mir. One samo hočejo biti slišane. Ja? Če jih pa ti konstantno odmikaš, pa distrakcija, pa to, mi rečemo, they come and haunt you. Kasneje. Ja. To razumem, pa se mi zdi super. Že sam ta začetek, ki si ga podala, ko čakaš, čakaj, ko se tuširaš, se tuširaj, to je super. Usmeritev pa tudi vidim potem, kaj je naprimer nadaljni razvoj čuječnosti per sebi. Kako pa lahko to dosežem tudi mogoče za mlajšega otroka, če ga imam, ali pa otroka, ki je star, ne vem, 5, 8, ki si predstavljam, mogli ne morem reči, zdaj pa sed. No, ne vem, nimam otrok, ampak... Kako je, ja. A ti povem, kako recimo pri nas doma, zdaj boste 4 in verjemi mi, da otroci so nenormalno kreativni. To je taka kreativa. In če otrok, recimo, mi imamo tako, risanke gledamo doma, priznam, ja, zjutraj kakšna tudi pred vrtcem, pa zvečer tudi kakšna kratka, ampak otroci drugače sedijo in so zelo sedijo. Oni, ko se vživijo v svoj svet kreative, oni so noter. In se stavljajo in gradijo in to so bunkerji in veš kaj, mislim, vsak dan pri nam se nekaj sestavlja, nekaj gradi. Ja? In zdaj, če bi, in otrok tudi treba pozornost. In zdaj, ko reče, mami, pridi sem, a mi pomagaš to, mami, pridi pogledati to, a prideš pogledati to. Če jaz konstantno odbijam to, nimam časa, pusti me na mir, ja? Otrok vidi v bistvu, da niti moje pozornosti nima, on se tam sam sabo ukvarja in najlažje bo rekel, daj mi risanko. In pri nam je tako, da res, ko rabi pozornost, če ji ne moram dati, rečem, 3 minutke počakaj, pridem takoj, se ti posvetim. Drugače pa spustim tisto posodo, lahko 1 minuto počaka, pa rečem, pokaž mi, kaj si naredil. In tudi, ko mene privlači v to igro, v to prisotnost, a veš, je on še bolj prisoten, v smislu, da vidi, da smo tukaj skupaj, da dela dobro in za enkrat, ko se mu jaz posvetim, ko ga kdaj vprašam, ko sem jaz radovedna glede njegovega sveta kreative, on ne išče nič drugega. On je noter, on se igra. In tako da, kaj jaz res predlagam staršem? Zdaj jaz vem, da nekateri nimajo časa se posvečati svojim otrokom. Jaz to tudi razumem. Ampak še vseeno, če imaš tega otročka, to bitje doma, saj dajmo svoje telefone stran, pa se zavedati, kje smo mi, kje je naša pozornost, ker ponavadi se zgodi, da ko starš pride domov, je fizično doma, mentalno ni doma, ni prisoten, otrok pa rabi pozornost. In če mu jo mi nismo sposobni dati, če smo mi raztroseni, potem verjemite, da bo tudi ta otrok ratal zelo raztresen, bolj anksiozen. In ker bo ratal bolj anksiozen, bo iskal druge načine, bom rekla, zabave ali pa entertainmenta, ja? In bo hotel tablico in bo hotel telefon. In na nas je, da mi izkažemo to prisotnost, da smo mi, ko smo tam. Ja. In, a veš, in bo res neverjetno je to, ko enkrat se prizemljiš in si prisoten s svojim otrokom v tistem trenutku, če to si sposoben dati. In to je nekaj najlepšega, da daš, ker te otrok skozi vabi v to prisotnost. Otroci mečki niso skozi prisotni, oni nimajo nobenega problema, sami jim damo. Tukaj, da boš sedel na mir, zato da se mi ni treba s tabo ukvarjati, tle imaš tablico, zato da se jaz lahko pogovarjam.
Sej kdaj, ampak še vse lahko mu daš zarisati, pa pisati, lahko mu daš tablico. Tako da mi smo tisti, kad tako rečem, ki uničujemo to pristnost, to prisotnost njihovo, to kreativo. Ker jim mi nudimo stvari zato, da jim nam bolj udobno. Ja? In tukaj jaz vidim največji izziv, ker majčkeni otročki so legende. To se rodijo, to so take legende, da tak učitelj, da vsak dan se mu lahko klanjaš, pa mu rečeš hvala, ker si prišel na svet in me učiš vse to, kar sem tudi jaz že enkrat vedela in znala, in potem to otrok vabi nazaj v ta svet. Ja. A morda tudi zmožnost tega, da sploh vztrajamo v dolg času, igra tudi kakšno vlogo, ker ta otrok, recimo otrok, ki ga opisuješ, da se sploh začne, naprimer, tako igrati, mu mora na neki točki biti dolg čas, si mislim. Ali pa mora tudi znati v tem dolg času vztrajati. Nujno mu mora biti dolg čas. In tako smo narejeni, da takrat, ko je ta dolg čas in če znamo z njim sedeti in z njim biti in si priznati, dolg čas mi je, takrat pride kreativa na površje. In zakaj to rabimo dovoliti? Recimo meni reče moj Maxi, mami, a lahko eno risanko? Veš, kaj jaz vedno rečem? Samo lulat grem. In grem res na WC in grem lulat in ne pržgem risanke. In v 3 minutah, če malo se zamotam, rečem, tukaj imam še nekaj, boš dobil takoj, samo le mami, samo še tole zakonča, pa boš dobil. Jaz grem namerno delati, kakor nekaj se malo zamotam, da mu dam 3 minute prostora, v 3 minutah imam že novo idejo. Kaj bo on sestavil, kaj bo on naredil, mami, veš, nekaj sem se spomnil. In kaj? Sam gre v sobo, knjigice odpre. Se pravi, če smo mi tisti, ki se ne podvržemo kakor svojemu otroku, kakor on bo zdaj diktiral, točno kdaj bo on risanko. Jaz vem, da on zdaj risanke ne rab. To je tudi njegov escape. Ja? In potem jaz v bistvu se malo, tako, na ta način. Ampak absolutno je to srečanje ključ, ampak ker ljudje niso sposobni biti sami sabo, da samo sedijo sami sabo. Kaj šele, da so prisotni z drugo osebo. A veš, tukaj je vidim velik izziv. Ja, pa tudi, da to postane naša vrednota, ker mogoče smo nekje v razvoju zadnjih 20 let, to je malo kot samoumevno, ker pač je bil način življenja drugačen, danes pa mogoče se je spremenil, se mi zdi, da to, kar govoriš, tako res osvetljuje vrednote prisotnosti, pa izmenjave, česarkoli že. Ne? Kaj pa, znotraj tega stika s sabo izhaja tudi motivacija, ker naprimer pogosto rečemo, ali pa pogosta opazka, ki jo slišimo za mlade, je tudi, sej se jim sploh ne da več iti nekam, sej noče več igrati športa. Kako pa, a jih lahko mi pripravimo do tega, zdaj pa pejte igrati, fuzbal, ali je treba narediti še en korak nazaj, pa mogoče poskrbeti za kaj drugega? Ja, zelo dobro vprašanje. Absolutno motivacija izvira iz tega, da jaz začutim, kaj mene veseli, kaj so moje želje, kje se jaz vidim, o čem sanjam. Pa to drugače mladi imajo, tam do enega 12 leta imajo. Veš, koliko ti on vse bo povedal, kaj bo on delal, kaj vse. Veš, in takoj, ko dobi telefon v roke. Zaprav, nekako, sicer, ne bo vsak na koncu, veš, to so gasilci, piloti, zdravniki, vojaki, recimo za fante, se našteva, ampak še vseeno so polni idej. Potem pa, ko dobi telefon v roke, pa res to izgine. Zakaj izgine? Zato, ker kar naenkrat, še enkrat, res močno poudarjam, kar naenkrat sam sebe ne posluša, kaj je tisto, kar mene veseli, o čem se jaz vidim, seveda ti kot starš malo opišeš otroka sem, da ima neke dejavnosti, ki so zelo pomembne. Bož, da so na treningu, kakor da so na telefonu. Ampak še vseeno otrok nekako začuti ali to odgovornost do nečesa, ali pa razvije ljubezen do ustvarjanja, do igranja kitare. Če mu daš tudi to priložnost, seveda, tukaj se pogovarjamo tudi o možnostih, da imajo starši možnost svojim otrokom nuditi kakšno dodatno aktivnost,
Da ni samo šola, ker druga opcija je samo telefon. Doma danes najstnik, ki mogoče bo rekel, da se bo učil. Ja, kakšna zelo, zelo pridna punčka, bom rekla, da bo sedela in se učila in delala nalogo, drugi bojo to pustili za zadnjo minuto. In v svojih sobah bojo na telefonu. Tako da, kaj sem samo hotela povedati, je to, da v bistvu omogočaš svojemu otroku seveda neke aktivnosti, da on tudi sebe razvija v teh aktivnostih, ampak zakaj čim bolj stran telefon? Zato, da lahko samo ostane v kontaktu sam s sabo. Ker če ti ne slišiš svojih želja, ali pa če jih diktira nekdo drug od odzunaj, konstantno, 10 ur na dan, nekateri so po 10 ur na dan na telefonu, pa ne samo na dan, bom rekla tako, od 6 zvečer pa do 2-3 zjutraj. Kar je še huje, ker ne dobijo spanca. In ker posledično, ker ni spanca, je zjutraj manj dopamina, ker se ne repleniša, se pravi, se ne obnavlja. Hvala. In zjutraj jim manjka volje in motivacije že zaradi tega. Kaj šele čez dan, ker se jim vse drugo zdi brez veze. A veš, ti lahko samo čist na simpel takole rečeš. Motivacija. Pač jaz vem, da se zdaj trenutno rabim učiti, odprem knjigo. In če jaz zavestno uporabljam svoj fokus in svojo moč volje, da tukaj zdaj vlagam čas in trud in energijo, bom jaz vesela 2 uri potem, ko bom se vse naučila, naredila naloge, zaprla knjigo in bom rekla, hudo, ful dobro se počutim. Se pravi, moja motivacija, jaz ne vidim tako motivacijo kot nekaj, kar zdaj imam pa jaz ta feeling motivacije in zdaj se bom jaz odločila, da grem. To je neka sposobnost osredotočenja, neka odgovornost, pač tukaj bom, to bom naštudirala in to je to. In posledično jaz dobim nagrado za to, ker mi je to uspelo narediti. Danes motivacije ni, zato ker ti, ko si na telefonu, tebi se že stisne ta dopamin. En ta zelo znan zdravnik, psihiater, je rekel, kakor limona. Ti, ko imaš polovico limone, če greš ti prvo stvar zjutraj na telefon, in to otroci so celo noč in zjutraj tudi na telefonu pred šolo, ti stisneš celo limono ven, v bistvu dopamina. Zakaj? Zato, ker si dobil ta hit, tako, in seveda so ti se možgani zdaj totalno spraznili. In vsaka naslednja stvar, ki jo boš naredil, ne boš več imel te limone zastisniti, ne bo več v bistvu, bom rekla, sreče v tem, kar delaš. Tudi če se ti lotiš učenja po 2 urah scrollanja, prvič, fokus ne bo na mestu, drugič, izgubil boš voljo, zato ker ne boš imel sposobnosti niti ostati osredotočen, ne bo produktivnosti, ne bo učinkovitosti in potem boš zaprl knjigo in rekel, jaz to ne morem, meni se to ne da. A veš, tako da večji problem je v tem, da otroci bi mogli stran od socialnih omrežij, bom rekla rajš tako. Zakaj? Zato, da sploh imajo sposobnost se usesti in kvalitetno nekaj oddelati. In posledično, ko bojo to nekaj kvalitetno naredili, kot športnik in dober trening, bojo potem čutili zadovoljstvo. Ti pa, če si konstantno na telefonu, samo še enkrat povem, konstantno na telefonu, se lotiš učenja, učenje ti ne gre dobro, prepričaš se, da to ni zate, da je to brez veze. Ker boš to takoj odmaknil, bo takoj možgan rekel, pejď še enkrat nazaj na telefon, tole te bolj osrečuje. Ja? Potem boš že res čutil krizo, oh my god, ne se vem, telefon moram dati stran, zdaj se moram učiti. Ampak če ti 6-8 ur na dan treniraš distrakcijo, ne moreš biti fokusiran, kaj šele fokusiran, sploh učinkovit, da bi nekaj naredil, pa se potem dobro počutil. In tukaj noter je tak začaran krog, da jaz zelo sočustvujem z mladino. Tako da motivacija je bolj, loti se dela osredotočenega, natreniraj veščine, da ti bo to dobro ratal, potem, ko boš pa ti dobil ta dopamin hit od svojega truda, ker si se za nekaj potrudil in evolucija je tako poskrbela, da ko se ti za nekaj potrudiš, dobiš nagrado.
takrat boš videl, da je to ful bolj koristno, bolj se počutiš, bolj si samozavesten, verjameš vase, tudi slišiš se, čutiš se, imaš sposobnost osredotočenosti in tukaj naprej je že pa ta pozitivna zgodba. Ja. A vidiš, zdaj tole je bilo zelo na dolgo. Ne, ampak mi je všeč, da si podala en konkreten primer tudi nekega samogovora med učenjem, ker to je ziher nekaj, kar s tem imamo vsi izkušnje v končni fazi, ne glede na to, da smo mladi, stari, kakorkoli. Ampak ti pa si rekla tudi na začetku, da se v bistvu zelo rada učiš in če sem te prav razumel, zato tudi uporabljaš splet. Ampak a bi lahko rekla, da je ključno naprimer za mladega človeka, da nekako zgradi varne temelje, s katerimi pol lahko tudi internet uporabi za to, da ne sledi mogoče svojim kolegom ali ljudem, ki jih zanimajo. V bistvu meni je zelo všeč ideja interneta kot neke velike izmenjevalnice znanja. Ne? Super. In zagovarjam naprimer prost pretok tega. Tako. Se pa zavedam ogromno pasti, ki jih ponuja. Tako. A je pol ščit proti tem pastem mogoče prav ta temelj, o katerem ti govoriš, temelj zavedanja. Kot nek antivirusnik, ki ga imamo v bistvu za zaščita. Zase, ali pa za svojo voljo, za svojo pozornost. Absolutno. Ja. Točno to. Vse o tem se bomo mogli skozi več pogovarjati, zato ker tehnologija bo šla naprej in še sami ne vemo, do kere meje. Zdaj pa, če bomo mi učili, kako s tem ravnati, ker se tega nismo učili. In hvala Bogu smo zadnjih 10 let nekako spoznali te pasti, ker na začetku jih nismo poznali, da zdaj bomo lahko bolj ozaveščeno korakali naprej. Ena največjih stvari, ki sem zagovornica in jaz upam, da v mojem življenju v Sloveniji se pa izpolni, je pa šole brez telefona. Okay. To bom pa vse, ne vem, kaj bom naredila za to. Vse, karkoli rabite, ampak to se že eksperimenti delajo po svetu in mi smo ne bi bili prvi, ki bi to izumili. In jaz pa ti sva preživela čudovite šolska leta brez telefona, a je res? Ja, v srednji šoli smo mi že v bistvu... Kaj si imel Blackberry? Kaj si imel? Pa neke Siemens, neki, ki so že imeli zaslone, barvne, pa kakšne igre, pa tako. Ja, dobro, to je čist drugače. To je res. To je malo, smo še vsem bili taki, a veš, a si se družil na hodniku? Ja. A si se? Seveda. A ste se pogovarjali? Zelo. Ok, danes se nobeden. Danes se na hodniku v srednjih šolah nobeden skoraj ne pogovarja. Jaz sem enkrat na teden na eni srednji šoli. Sicer se minglajo, se pogovarjajo, ampak tudi če so vsi na telefonu, pa se pogovarjajo. Tisti danes, ki pa niso zaželjeni, kakor ti pa ni del mojega trajba, moje ekipe, so pa danes še toliko bolj izbočeni in so osamljeni in sami na hodnikih, na telefonih, kar je pa najhuje. Mi smo včasih, ne vem, če se s kom nismo razumeli, še vsem se on nekako počutil, da je še vsem del nas, ne vem, da smo bili vsi tam skupaj. Zdaj gre pa otrok, ki se počuti zelo osamljeno, lahko še večjo osamljenost, ker je tukaj na telefonu in v svojem svetu. Večji bi bil fokus, absolutno. Tukaj imamo največji problem. Ampak je treba nuditi orodja. Jaz učiteljcem vedno rečem, vi zahtevate fokus, ne nudite orodja. Niso si sami krivi. Ti otroci se niso rodili s tem. In zato jim je treba pomagati. In jaz zelo sočustvujem s to mladino. In si želim, da oni preživijo ta najstniška leta z malo bolj nasmejanim obrazom. Super, mislim, da si pokazala veliko možnosti za to, kako gojiti stik, stik pa prisotnost. Sam dejte se povezati, dejte imeti radi svoje otroke, res, sam to. Če bi morala najno debato zaključiti z eno mislijo, ki je usmerjena v tiste, ki naj jo zdaj poslušajo, mogoče ne toliko njihove otroke, ampak do njih samih, kaj bi rekla? Ja. Da 3 minute najmanj na dan preživijo nekje, ali v naravi, ali na stolu, ko gledaš ven, ali na WC-ju, nima veze. In samo si na avtobusu, v avtu, ko te nekdo vozi, ko se sprehajaš, daj samo najdi
en trenutek, kjer boš v dnevu 1000% prisoten. In vidiš, da zadovoljstvo je v to smer. Prisotnost, povezanost, samo biti. Ja, to je naša prva naloga. A veš, kako je v angleščini ful dobro, zakaj rečejo you are a human being. You are not a human doing. Pač mi smo human beings, bitja smo. Nismo delavci, kako doing, skozi nek doing mode. In vse tukaj ven pride, in kreativnost, in inovativnost, in ideje, in življenje. Ja. Mislim, da si naredila najboljši možen konec, zato bo ostalo pri tem. Uživajmo pametno.